Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Koliko je vreden nacionalni interes pod Marjanom Šarcem? Bore malo. Njegova vlada je odločila, da je v nacionalnem interesu izredna naturalizacija gospe, ki na volitvah ni prepričala praktično nikogar. Ekskluzivno smo pridobili tudi odziv njenega protikandidata za ministrsko funkcijo. Točno to, Pero, točno to. Vi pa gledate 58. oddajo 3. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali brez ponosa, zakaj Slovenci ne maramo svoje države. Takole je državna STA napovedala petek 13. In takole smo kmalu ugotovili, da gre res za nesrečen dan. Kje smo Slovenci pustili nacionalni ponos, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, dr. Boštjan Marko Turk in Božidar Novak. Toplo pozdravljena. Boštjan, Božo, se vidva strinjata s komentarjem papagaja Perota, da je nacionalni interes, ki na volitvah takrat sicer še kot avstrijska državljanka zbere 0,9% glasov volilnih upravičencev, ki so glasovali, vreden piškavega oreha. Ne, jaz se strinjam, absolutno, tudi sem vesel, da je pač Republika Slovenija papagajo Perotu podelila državljanstvo oziroma ga naturalizirala. To je zdaj resna konkurenca, tudi iz tega razloga, ker je življenjska doba ministrov v vladi Marjana Šarca toliko, kot je bila življenjska doba tankistov v bitki pri Kursk, 5 minut. In da sem prepričan, da smo ga zdaj videli prvič, zagotovo pa državljana Perota nismo videli zadnjič. In bi utegnil celo na nek način nekoliko izboljšati kvoto, se pravi kvalifikacije, inteligence, sposobnosti in izkušenj v tej vladi. Tako da jaz sem to vesel in sem tudi vdaji hvaležen, da zdaj na koncu leta, ko pač res pada elan, ko so ljudje utrujeni, ko se ne ukvarjajo več s politiko in to poskrbi za tako ukrepitev v javnem mnenju in za spodbudo državljanov v zeleni barvi. Konec koncev je zima in se nekaj prihajajoče pomladi. Pero je pač, če sem prav videl, odet v plašč pomladi. Ja, se veš, zelena je nova rdeča. Zelena je nova rdeča. Ja, jaz mislim, da je to odlična poteza in vsaj nekdo v tej državi nekaj naredi za njeno prihodnost. Božo, zdaj, če bo sprejet zakon, po katerem bodo živali pripoznane kot čuteča bitja, potem Pero verjetno ima močne šanse, ne? Kaj ti praviš? Dajmo resno pogledati na zadevo. Ja. Slovenci... Kaj imaš proti papagajem, Božo? Slovenci smo v zgodovini imeli nacionalni interes. Danes je nacionalni interes izključno preživetje. Pa poglejmo skozi zgodovino. Zadnjih 1000 let smo bili del nemškega velikega cesarstva. Razen z intermecom, ko smo bili pod Napoleonom, ali pa pod Karadžordževiči, ki so bili pa vazali ruskega carja, ali pa kasneje komunistov, ki so bili prav tako vazali Stalina. In nacionalni interes je bil, seveda je bil in nacionalni interes, ker smo bili kot otok med Germani, Romani, Madžari in ostalimi, da preživimo. Spomnimo se, kaj je nacionalni interes, je bil povešan s kulturnim interesom. Koncem 19. stoletja, po Prešernovi smrti, so gostinci in trgovci in podjetniki iz Maribora ustanovili Slovensko matico z sedežem v Ljubljani z svojim denarjem, ker v Avstro-Ogrski tega ni bilo. Nacionalni interes je bil vstopiti v Evropsko unijo v 90-ih, je bil evro, je bil NATO, je bil izstop iz SFRJ, tako kot je bil nacionalni interes vstop v Jugoslavijo. Danes ni nobenega interesa, kaj šele nacionalnga. Poglejmo, vse skupaj se zreducira na predsednika vlade, ki ga lahko z eno besedo imenujemo poslovodja. To je pa mogo zdaj malo bolj razložiti. Vse vemo, kak je bil poslovodja v Jugoslaviji. Je bil nekdo, ki je tam pometal police, pa je pazil, da so nabave redne, pa pometal je, pa skrbel je za vajenca, pa za trgovko v eni zakotni trgovini nekje. In to je to.
nekdo, ki skrbi, da stvari tečejo. Ne? Vse, če ga karkoli vprašaš, pove, ja, če bo oglato, bo kramp, če bo pa ploščato, bo pa lopata. Ne? In, a veš, Drnovšek je bil državnik, Janša je bil državnik, Pahor, ne? To so bili predsedniki vlade, ki so imeli vizijo, zdaj pa veš, kaj pridemo do tega, da se z nacionalnim interesom leta 2020 ukvarjamo samo v oddaji Faktor. Ne ukvarja se z njim ne Slovenska matica, ne akademiki, ne vem, predsednik vlade ima neke seanse, vsake dolgo koga pokliče. In zato se nam pa dogaja, ne, da je zdaj edini nacionalni interes je preživetje. Jaz se spomnim 90-ih, jaz sem bil tisti, ki sem pomagal Turnško prevzemati Union za Laško v imenu nacionalnega interesa leta 2000. Mi smo to zgodbo verjeli, ker smo enostavno bili prepričani, podobno kot trgovci konca 19. stoletja, da z ekonomsko močjo bomo tudi kulturno močni. Ne, seveda, spomnimo se tega, ne, ko je Slovenija prihajala v NATO, je nek Shell hodil po Sloveniji, pa je hotel petrol kupiti. Takrat je bil nacionalni interes, da postane petrol, da ostane slovenska naftna družba. Ja. Zdaj, danes, leta 2020, ko so meje odprte, je nacionalni interes preživetje, je nacionalni interes dobro živeti. Nihče se ne ukvarja več z ničemer drugim kot z svojo ritjo. In z svojim trebuhom in z svojo hrano. Ne? Mi imamo danes, prej sem bral, 20% imigrantov med populacijo. Ne? In to so neki nove dimenzije. Tako da, a veš, kaj je danes nacionalni interes? Ne? Vprašanje, ne, od takrat, ko je ta, ko so se Slovenci zgodovinsko politični narod konstituirali leta 1948 do danes, so imeli nacionalni interes ohraniti sami sebe, pa preživeti Avstro-Ogrsko, preživeti Karadžordževićevo Jugoslavijo, preživeti še kaj, komunizem. Ne? Da bo pa vse skupaj še huje, je pa to, ne, da zadnjih 100 let kreira nacionalni interes v Sloveniji temeljno Stalinovo delo, edino znanstveno Stalinovo delo, komunizem in nacionalno vprašanje, ki ga je leta 1914 napisal na Dunaju. In tam pove, da najprej, če hočemo uspeti za komunistično revolucijo, rabimo narod. In vsak narod rabi svojo komunistično partijo, ne, zato smo imeli Čebine, pa smo imeli komunistično partijo. Ko se je vrnil z Moskve, je najprej se vrnil v Slovenijo, ne, k Kardelju pa svojim. In potem iz tega izhajajoč, ne, imamo mi ta nacionalni interes, komunistični nacionalni interes. Kidrič je rekel, jaz sem, ko so ga vprašali, ali je prvo komunist ali je Slovenci, je rekel, jaz sem komunist, ampak je tudi rekel Kidrič v enem obdobju, da dovolj bi bilo, da od vseh Slovencev vse pobijemo, ki nismo komunisti, pa tudi, če nas bo 10 ostalo, samo da bomo pravi. Ne? In a veš, po vsej teh kolobocijah zgodovinskih zadnjih 200 let se mi sprašujemo, kaj je nacionalni interes, ko smo dosegli vse nacionalne cilje. Mi smo svoja nacija, svoj narod, imamo svojo državo in se z njo igramo. Kregamo se za stvari, ki bi jih že zdavno mogli rešiti. Nastavimo poslovodjo, ker nobenemu ne bo pametoval, ne? V neki, veš, nekoga nastavimo, ki je vsem dovolj dober, da je všečen in tam rihta pult za predsednika vlade. In zdaj edini, ki se ukvarjamo nacionalnim interesom, smo mi v TV oddaji Faktor. Ja, no da nama Boštjan ne bo zaspal. Boštjan, kaj praviš na to zdaj dolgo analizo, tudi zgodovinsko Božidarjevo? Ja, torej jaz se večinoma s to analizo recimo se strinjam, ne, oziroma se človek ne more z njo ne strinjati, ne, s tem, da jaz poudarjam, da ta nacionalni interes je bil vedno ugrabljen. Ne. Kaj pa je to zdaj nacionalni interes? Oziroma predvsem, če se postavljam v kožo ljudi, recimo, če se postavljam v kožo ljudi iz pokrajine oziroma iz dela Slovenije, iz katere prihaja Božidar, ki je tudi meni zelo ljub, to je Štajerska, to je vzhodna kohezijska regija, a ne, jaz to toliko stvari tam poznam, ker sem pač tja poročen. In sta moja otroka oba pol Štajerca, pol pa Ljubljančana, po meni pol Štajerca, po materija, ne, in mi ni vseeno za usodo bi rekel, tega dela države, s katerim se lahko neskončno bolj identificiram kot s to Jankovićevo Ljubljano, oziroma pač z delom, v katerem prebivam. To je pa dejstvo, je pa tam to, ne, da
večina Štajercev, vsaj tistih, ki so recimo Slovenske Gorice, Prekmurje, se pravi, ki so severovzhodni oziroma ki so severno in vzhodno od Maribora, vprašanje, koliko oni še dojemajo Slovenijo kot svojo deželo, ker jih je pač zapustila. Oni delajo v Avstriji, njih se 10 000 vsako jutro, se to Božidar ve bolj od mene, so v 5 se šentil nabije, so nepregledne kolone avtomobilov, Štajercev, ki se pač vozijo, 5 zjutraj se vozijo pač na delo v Avstrijo, 60, 50, 40, 70 km daleč in se potem popoldne vračajo. In ti, zato ker je Slovenija nesposobna odgovoriti na ta temeljni izziv, se pravi zagotoviti tem ljudem delo doma, je v bistvu pol države že svoj nacionalni interes vidi nekje drugje, ne v Sloveniji. Lahko skočim tukaj, zadeva poznam. To je žalostno dejstvo. Drugo žalostno dejstvo je to, da so te države vsi strašno profitirale. Recimo volilna enota 1 in 2, se pravi Ljubljana, Center in Bežigrad, kjer je pač največja volilna udeležba, najmanjša pa je na Štajerskem, v enotah, se pravi Ptuj in tako, oni imajo vsi blazni interes, zato ker pač živijo od proračuna. Po drugi strani slovenska desnica, glejte, 3 ljudje bom naštel, ki so zdaj tam top. Jaz sem izstopil iz VSO-ja, zato ker so kot cirkuškega medveda privlekali v soboto na proslavo samostojnosti Igorja Bavčarja, direktno iz Doba. Oprostite, Igor Bavčar je tip človeka, ki je res da sodeloval tistih 5 minut v nastajanju države, potem pa naslednjih 500 minut v tem, da je to državo, ki jo je pomagal soustvariti, zlorabil in je vsak lahko reče, ja, Igor Bavčar je državo ustvarjal, zato, ker je od nje blazno profitiral. Pa ne, da bi samo profitiral, jaz mu prvoščen, da bi imel 200 milijonov evrov, kot si leta 2008 zamislil preko privatizacije Istrabenza, v kateri sta sodelovala doktor Cvetličarstva, Božo Predalič pa Mihevc, ampak hočem reči, to je vse skupaj propadlo. In zdaj, kje imamo alternativo? Postavite se v kožo enega državljana. Bomo alternativi, Boštjan Božo, po oglasih si moramo vzeti malo premora, ker se zelo resno zastavlja tole današnjo temo. Se vrnemo po oglasih, gledalke, gledalci, ko nadaljujemo, zakaj Slovenci nismo ponosni na svojo domovino. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Boštjan Marko Turk in Božidar Novak. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj Slovenci ne maramo svoje države. Boštjan, preden smo šli na predah, si ravno razvijal eno svojo misel, pa te prosim, da dokončaš. Izvoli. Ja, zato ker ta država... Končal si pri Istrabenzu pa pri Bavčarju, ne? Ja, seveda, zato ker tudi desnica daje tak vtis, oziroma to, kar je ostalo, te silovite katastrofe po Patrii, daje vtis, kot da ne želi, da kdorkoli to je zaprt sistem. Glejte, pa še en problem je tukaj, pri desnici. Kdo je danes v spredju? V spredju je nekdo, ki se da sebe samega nazivati z izrazom prezident, predsednik Alojzij Kovšca. Jaz sem postal na to ime pozoren, ker predsednik je pač lahko predsednik akademije, lahko predsednik države, ne more biti pa predsednik ne vem česa, in on je predsednik nekega slepega črevesa, ki se mu reče državni svet, v redu. Ampak, glejte, po drugi strani, kakšen je profil tega človeka? Jaz sem to gledal v javnosti. On se je predvsem oblikoval po tem, da je del bil strukture JLA. On je človek, ki je svojo mentaliteto izoblikoval v JLA in se je s Slapšakovo Svetlano kregati, kdo od njih bolje govori srbščino, in je on dokazoval, da govori srbščino, kako so govorili oficiri v JLA, on najboljši, me je nekaj stresala, ne? In potem sem pogledal, kakšno biografijo ima ta človek. Biografijo to, da je bil šef neke stranke, ki je dobila 1%, v redu.
To se zgodi človeku. Jaz sem vedno v zadnjem času volil stranke, ki so dobile 1%, ampak so ljudje delali pametnejše stvari. Drugo, pa da je prek svoje žene postal urar. Halo, da se da pa nazivati za predsednika, pa je srbofil. Druga oseba, Aleš Hojs. Aleš Hojs večino svojega dela opravil v Srbiji. On gradi Srbijo, on gradi srbsko infrastrukturo. Potem povzam še tega Tomašiča, Borisa, ki je pa itak srbofil, je pa na Novi 24, pa se pa vprašam, kakšna je pa razlika med njimi, pa med Jankovičem in kam smo mi prišli. Ampak predvsem je pa to, da ti ljudje ne bodo zraven sebe spustili nikogar. In ljudje, tisoči Slovencev to vidijo. Vidijo, da je posod blokada in posod mrtvilo in da gre vsem samo za njihovo lastno rit in za lastni položaj. In zato ljudi ne boste dobili na volitve. Včeraj na VSO, to me pa frapira, Reporter danes objav, Janez Janša, treba je buditi Slovenijo. Včeraj so Breznik, Hojs in Janša v prvi vrsti VSO-ja proslave spal, ker so fotografije od Mojce Megušar, ki so na Twitterju. Kinkali so. In drug dan bojo pa govorili, treba buditi Slovenijo. Pa lejte, dajte se nekati iz ljudi norca delati. To pa jaz ne prenesem zaradi svojih otrok, zaradi Štajercev, zaradi ljudi, ki so šli tvegati. Jaz sem tudi tvegal, tako kot Božidar. V tistih letih so bila stara 25, ki je država, oziroma malo manj, ki je država nastajala. Jaz sem tvegal, če bi JLA zmagala, znotraj katere je bil Kovšca, jaz danes ne bi bil tukaj. Vprašanje, če bi bil živ. Ne se z ljudi norca delati. Božo, ti si Pohorc, padalci bil JLA, izvoli. Nacionalni interes je nekaj drugega kot država Slovenija. In ljudje, in tudi Slovenci, niso samo Slovenci, ki živijo znotraj meja države Slovenije, samo del jih je. Slovenci so tudi Slovenci, ki živijo v Italiji, tam jih je 100 000, 80 000. Ja, vse to vemo, Bože, kaj bi rad zdaj povedal s tem. Vse to vemo. Imamo Slovence v Italiji, pa jih imamo v Avstriji, pa jih imamo na Madžarskem, pa v Argentini jih imamo tudi neki. Nacionalni interes se kaže pri ljudeh, ki dnevno imigrirajo ali pa živijo na oni strani te formalne meje, tako da govorijo slovenski jezik, da se borijo za svoje gnezdo, za svojo domovino. Domovino menim ognjišče, mislim. Ti ljudje, jaz jih kar nekaj poznam, ki dnevno migrirajo. Poznam družino, ne bom jih imenoval, ki on ni dobil seveda službe v Mariboru, je direktor inštituta v Gradcu in se dnevno vozi, funkcionira normalno. Vse o tem se pogovarjamo, se pravi, ti si zdaj dobro stvar si izpostavil. On ne bo dal svojega otroka v Gradc v osnovno šolo, niti vrtec ga je dal, mislim, potem so pa nazaj prišli, ampak nikoli se niso mislili preseliti. In veš, ti ljudje imajo pa res prezirajoč odnos do slovenske države, ker slovensko državo so pa ugrabili poslovodje, ki jim je mar samo za svojo rit in svojo plačo. Noben drug interes ni. Danes je bil pa še večji šok to, kaj je interes slovenske, ko je naslovnica Večera, da je Hofer, avstrijska trgovina, bolje plačuje prodajalke, kot je osnovna plača zdravnika v Sloveniji. Ampak Hofer v Sloveniji, jaz nisem mogel dvakrat šel to brati. To je res presenetljivo, si zdi. A veš, zdaj pa imaš otroka, ki ga forsiraš skozi težek študij, naredi medicino in na koncu ti lahko komot reče, vse kaj pa ne bi šla jaz za trgovko v Hofer, bom več zaslužila. In tu se konča vse skupaj pri slovenski državi. Jaz mislim, da to ni res, ampak je pa nekaj res drugega. Ampak zelo v smislu tega, kar ti govoriš. Res je pa to, da v Hoferju v Avstriji dobijo pa več kot v zdravniki v Sloveniji. Čist preprosto. Tam, kjer sem jaz boter, ne morem reči, se odlično razumemo, bi rekel, na Štajerskem, ampak mož, se pravi oče od teh deklet, dela v Avstriji, vozi kamion. Ampak recimo jaz sem v plačnem razredu javne uprave, lahko kdorkoli pogleda, koliko denarja imam kot izredni profesor, koliko dobim, ampak jaz dobim manj kot voznik tovornjaka v Avstriji. Manj. Dobim manj. Se pravi, tle mora biti nekaj v temelju narobe. Veš kaj je? Dva kontradiktorna nasprotujoča se cilja sta. Eden je nacionalni, nacionalni pomeni tudi nacionalni ekonomski interes, drugi je pa
biti boljši na globalnem trgu in kar pomeni, seveda se spajdaši s tistimi, ki imajo denar, ki imajo ideje in jim je malo mar za nacijo. Ne? In ta dva cilja se prepletata skozi slovensko zgodovino. Ne? Ja, veš kaj, jaz tak vidim to. Ne? Tisti, ki je imel kapital v drugi svetovni vojni, ne? Če je hotel vsaj malo začiti ta kapital, ni imel neke velike izbire, kot to, da se poskuša podrediti okupacijskim silam. Ne? Seveda, komunisti pod vplivom internacionale ruske so ga takoj obsodili na smrt, ker je bil izdajalec. Ne? In seveda, to se vleče, ta dva kontradiktorna cilja se vlečeta še danes. A veš? Zdaj, vprašanje, če bi mi sprivatizirali zdravstvo, če bi imeli zdravniki večje plače, ali je bolj, da imamo državno zdravstvo, pa imamo več ali manj na papirju vsi dostop do tega zdravstva. Ne? Potem v vseh segmentih je tako. Ne? Ta dva cilja, ali biti odprt, pa se ukvarjati z kapitalom, ki je globalen, pa delati po svetu, ali biti zaprt, pa najboljši na vasi, sta kontradiktorna. Ne? In zdaj seveda so neki, meje se spreminjajo, ne vemo, kako bo čez 10 let, ne vemo kam, kje, ne? Ampak seveda ta nacionalni interes bi morali definirati, ne samo mi tukaj v oddaji Faktor, ki se edini z njim ukvarjamo, ampak bi se morali z njim Akademija znanosti ukvarjati, Slovenska matica, združenja intelektualcev, univerzi in še kdo, ne? In če tega ne bomo, je vprašanje, kje bomo končali. Božidar, svet je globalen, ne? Mi temu ne moramo uiti. Ampak v globalnem svetu lahko pač branimo svoj nacionalni interes. Globalen svet pomeni globalne tehnologije, pomeni globalno, bi rekel, globalno delovno povpraševanje po delu, pomeni selitev delovnih mest v globalnem okviru. Ampak kljub temu, jaz sem bil zdaj recimo v zadnjem mesecu sem bil v dveh ogromnih prostorih. En je Ukrajina, drugi je recimo ravno, kar sem prišel nazaj iz Pariza. Ne? Ampak gledajte, ena prednost, ki jo Slovenija ima. To je to, da mi Slovenci ne vidimo zraka, ki ga dihamo. V Ukrajini vidijo zrak, ki ga dihajo, v Parizu sem videl zrak, ki ga diham. Če vidiš zrak, ki ga dihaš, pomeni, da boš vsaj 10 let manj živo, ker to je pač, vidiš strup. Skratka, ta Slovenija je čist lepa, zelo lepa dežela za bivanje. Mi imamo neskončno večjo prednost in se pri nas lepše živi, kot se živi v katerikoli drugi republiki nekdanje Jugoslavije. Lepše se živi, recimo, kot se živi v Parizu, raje živim v Ljubljani, sploh zdaj, ker je v Parizu pač popoln kaos, tako rekoč je to dežela na robu državljanske vojne. Ampak kljub temu, Slovenija potrebuje samo to, kar neverjetno potrebuje, konec političnih monopolov. Mi imamo politični monopol seveda na levici, ampak ta se vsaj nekaj menja. Dobili smo politični monopol na desnici, to je grozno. Ene in iste obraze skozi 30 let. Včeraj sem videl Janeza Podobnika, spet. Marjan Podobnik, spet. Lojz Peterle, spet. Zdaj je prišel Alojzij Kovšca, spet. Vse, spet. In Slovenija stagnira, ker desnica ni sposobna ponuditi neke propulzivne konkurence. Če bi se desnica osvobodila, če bi recimo nas na Faktorju, pa zelo resno mislim, pustili v politiko, bi in nam omogočili fair in enako konkurenčen nastop pred volitvami, sem prepričan, da se stavimo vlado in vodimo Slovenijo. Vprašanje, s kom bi jaz pol vdajo delo. Ampak Božo, ti si omenil kapital. Ne? Zdaj v preteklem tednu sta nas v bistvu dva tuja kapitala, ki želita priti v Slovenijo oziroma sta že tu. Ne? Kitajski pa ruski sta nas opozorila, kako je stanje stvari. Ne? Ti si en zelo duhovit tweet napisal na to temo, pa tudi se mi zdi kar z velik zrna soli. Ne? Namreč Kitajci in Rusi nas učijo, da je konec socializma, čeprav smo v dobojih više po pač tej lestvici človekovega razvoja. Zakaj je po tvoje tako, no? Da si pustimo soliti pamet strani Kitajcev in Rusov okoli socializma? Ja, ne bomo se dolgo, ne? Slovenci, smo preživeli ravno zaradi teh rokovnjačev, pa hajdukov, pa Matije Gubca, pa partizanov, pa a veš, vsako je prišel, ne, smo ga nekako nagnali, ker smo toliko mali v teh hribih podalpskih, da enostavno vsak obupa. Smo pa neki evropski Afganistan, ali kaj hočeš? Toliko mali, ne, da je en moment elastičnosti, temu rečejo v ekonomiji, veš, da
če je tu nek problem, pač hodimo vsi po riž v Avstrijo, ne, tako smo v Jugoslaviji. Če je nek problem v Jugoslaviji, pa hodimo po kavbojske Trst. Če je nekaj cirkus, pač vsi emigriramo v Nemčijo, pač v vsaki družini je nekdo v Nemčiji, ne nekje, v Nemčiji. Ne? In nacionalni interes je bil v zadnjih 1000 let od frankovske države dalje varnost. Ne? A veš, ko so tisti, kaj so bili avari, kaj so pridrli do Karantancev, smo mi šli v Evropsko unijo pred 1000 leti, pa smo Bavarce prosili za pomoč, da so nas zaščitili. Ne? In to je neka NATO, je neka nova, so neki moderni Bavarci po 1000 letih. Naš nacionalni interes je mirno živeti, to, kaj praviš. Ne? Jaz se strinjam, kvaliteta življenja je tu. Jaz sem dosti potoval po svetu, živel sem v Ameriki, kje nisem, nisem na Antarktiki, to pa priznam. In ne bi menjal, ne? A veš, tega, da je, ne vem, na Pohorju lahko vsak dan smučam, pa še delam, v Mariboru pa še v Ljubljano se pripeljem. Ne? Tega ni, pa sneke iste barve, ko ste sam tvorici. Ampak bomo to še dolgo imeli, Boštjan Božo, pri teh poslovodih? Ali nam to zdaj uhaja? Ne, to bo samo še hujše. Torej, še hujši poslovodi bojo. Mislim, dobili bomo... Veš kaj, po drugi strani pa nič ni narobe. Saj tu to je prednost nekdo poslovodja za to, da ne more velikih stvari premikati. Saj to sem vedno pravil, da hvala Bogu, da imamo vojaško funkcijo v Bruslu, v NATO. Se spomnimo, ko smo imeli to v Beogradu, pa so neki nori politiki se z vojsko ukvarjali, pa da imamo finančno funkcijo na Evropski centralni banki v Frankfurtu. Se spomnimo one inflacije v Beogradu. A veš, tako da boljše, da nek poslovodja, ne Srbi imajo, ne, Bosanci imajo en pregovor, nahrani svinje in ne diraj dugme, ne, tam sedi pa vladaj, pa se delaj, da si predsednik vlade, ne, se vse teče po inerciji. Tako da, veš, ravno zato, ker smo med Italijani, med Avstrijci, zdaj že Mađari, ne, Hrvati, tako so tisti, ko vsi ti hodijo na morje dol, ne, da stvari funkcionirajo. Jaz se doskrat sprašam, kako to, da imamo elektriko, da imamo te osnovne funkcije infrastrukturne, ne? Da imamo tako zdravstvo, če se ti karkoli zgodi v pol ure, so kjerkoli v Sloveniji reševalci pri tebi. Ne? A veš, očitno je nek sistem še ostal iz Avstro-Ogrske v genih teh Slovencev, da ta država funkcionira, ne? Saj železnica je počasna, ampak vlaki vozijo. Veš, ceste imamo zapufane, kamioni polni, ne, še kar funkcionira, ampak ker smo tu pozicionirani v tem delu Evrope, nam ne more biti tako hudo slabo. Ne? Potem, zato pravim, da se vrnemo na Kitajce pa na Ruse. Ja. A veš, to je prevelik kulturni šok, da bi Kitajci karkoli, to se bo končalo z dizastrom, ne, tako ali drugače. Rusi, ne, a veš, Rusi so dosti bolj pazljivi, ne. Sej, mi smo tudi imeli kulturni kontakt s Kitajci, v bistvu z Džingis Kanom pa z Mongoli. Enih 700 let nazaj so tam po Prekmorju hodili, pa ko so iz Madžarske šli v Dalmacijo. Ne. In tudi se je končalo, da smo jih nagnali, izgnali, tako ali drugače. In podobno se bo končalo. Veš, ne, ti Kitajci... Zdaj, ko si omenil Ruse, Božo, ne? Kapital nima barve, pravi, nima nacionalnosti. Poglejmo si, kaj je povedal točno tale Rus, predstavnik Sberbanke, ki želi pač dokončno prevzeti Agrokor in s tem tudi slovenski Mercator. Poglejmo. Maxim Politajev. My name is not Todorović. So, I don't need your cash, believe me. We would like to create the normal company. We are living in the capitalist world. Perhaps you start developing here the socialism. Ja, ne, zdaj ta Poletajev pravi, mi živimo v kapitalističnem svetu, jaz nisem Todorić, ne rabimo vašega denarja, mogoče vi to razvijete. Če lahko, zdaj kar nadaljujem njegovo, kaj pa naredil ta tip, ne? Zdaj, ko mu je Hofer dvignil... Lahko še jaz kaj povem, ali... Pardon, izvoli. Ajde, Boštjan, povej najprej ti, pa bo pa Božo povedal, kaj bo naredil. Ne, se pravim, zdaj malo bi rekel, da se počutim odveč, ampak recimo, da mislim, da nisem. Ja, moraš se izboriti, veš. Ne, pa to je nevljudno, hočem reči. Modern konkurenčni svet. Ne, sej ni problema v tem. Problem je v tem, ja, seveda, recimo Rusi imajo neko drugo logiko, čeprav to je en od prvih Rusov, recimo ta intervju, oziroma to, kar je povedal, ker se ga ne bojim, zato ker vidim, da se je zelo dobro angleško naučil. Če se zelo dobro angleško naučil, to pomeni, da ne razmišlja več z imperialno totalitarno glavo Vladimirja Putina. Kajti Rusi, ki znajo dobro angleško, to sploh pa, da niso lingvici, da niso recimo učitelji angleščine, to take poznam, ne, so pač nekaj obetavnega. Ne. Drugače pa Slovenci imamo vso usodo v svojih rokah.
30 let nazaj smo jo tudi imeli in smo dobro napravili. Zdaj je bilo treba napraviti še enkrat dobro. Ne? Naredili smo res en ogromen korak naprej, nepredstavljiv korak naprej. Ne? Smo še v socializmu, Boštjan, ali nismo več? Kitajski direktor Gorenja je rekel, socializmu je konec. Je zdaj konec socializma? Ne, globalno, odkar smo v EU, pač socializem je forma mentis. Ja, ljudje so pač socialistični in recimo razni, recimo direktori Adrije, evo, to smo že spet tam, ne, razni kocijančiči razmišljajo socialistično, delujejo pa kapitalistično. Ja. Razmišljati socialistično pomeni tako, da vidiš državo, razmišljati, delovati kapitalistično, pa tako ti država polni žepe, ampak pri tem so oni zelo agresivni, kaj ti žepe polnijo samo samim sebi, ne polnijo jih drugim. Ne. Ampak zdaj tle, seveda, drugače pa, odkar smo vstopili v EU, pa odkar smo v evru, odkar smo v Schengenu, pač ne more biti socializma. Tu Slovenija se je popolnoma spremenila in torej, denarna enota, ki jo imamo, je enota, ki je pač ena najbolj propulzivnih denarnih enot kapitalizma. Ne? Ampak seveda v socializmu pa vsi tisti govorijo, paste, vsak, ki se bo zavzemal za socializem, vsak, ki bo na televiziji, seveda nacionalna televizija je potem najbolj znana. Ne? Vi samo paste, kdorkoli bo govoril o socializmu, paste, ta si polni žepe na kapitalističen način. To je vedno tako. To je vedno tako. Jože Možina zdaj govori ogromno o svoji knjigi Gordon, ampak on si polni žepe, on, seveda Bergant, ki je socialist, ga vzame v Odmeve, on tam predava v svoji knjigi, ki je napisana v nezborni slovenščini, ki niti lektorirana ni, je sramota, ob tem novega ne prinaša nič, hkrati pa stane 60 evrov, kar je rob za upokojence, ampak Jože Možina ima svoj SP in računa pobrati toliko in toliko denarja, a ne na račun te splošne vzajemnosti, solidarnosti, o kateri govori. On govori nominalno o socializmu, tudi on, baše si pa žepe na kapitalističen način. To je tako. Ampak hvala Bogu je bilo v letu 88 in 89 je bil ta socialističen model dokončno zlomljen. Definitivno pa leta 91 v Sloveniji in je pot nazaj pač nepovratna. Ampak Slovenci moramo vedeti, kaj nas čaka. Mi moramo biti zadovoljni z stanjem, z domovino, ki jo imamo. V njej dihamo čist zrak. Naši otroci niso izpostavljeni radiaciji, kar otroci recimo v Ukrajini so. Naši otroci niso izpostavljeni nevarnosti, da jih bo ubil kakšen terorist, kar otroci v Parizu so. Ampak moramo se pa zavedati, da smo premalo ambiciozni do političnih elit, elit v navednicah, ki nas predstavljajo. Moramo jih zamenjati. Desne in leve je potrebno zamenjati na vsakih volitvah. To pa Hrvati zmorejo. Zdaj pa Hrvati toliko bolje prebivajo svet. Hrvati imajo vedno druge politične elite. Imamo pa vedno ene in iste politične elite. Kučan, ki ga bo šele, bi rekel, smrt pospravila v grob in odstranila z političnega prizorišča. Nič drugega ne bo. Ta pa lahko pride tukaj 2 leti, 20 let ali pa v času Borisa Pahorja, se pravi, da bo dočakal 110 let. Noben ne ve, ampak dokler bojo ti ljudje na sceni, dokler jih ne bo nekdo scene pospravil, bodo uveljavljali svoje interese, ti interesi pa so socializem na kapitalističen način, polniti svoje žepe in vsi so pri tem enaki. Božo, a bo to sploh kdaj možno, če je glavna ambicija, tako se zdi večini ljudi, imeti najnovejši iPhone? Nacionalni interes, o katerem smo včeraj govorili, Bernard tukaj, pa on že bivši minister. Igor, pa mi trije danes, ne, a veš, je stvar, ki je gen za preživetje tega naroda. Mi moramo vedeti, zakaj smo Slovenci. Ne? No, zakaj smo Slovenci? Ajde, da slišimo. Ne vem, jaz imam nekaj tez. Prva teza je ta, da zato, ker se čutimo bolj varne in lažje funkcioniramo. No, zelo preprosto. To je tista temeljna zgodovinska pozicija. A veš, če bi zdaj vsi nemško govorili, ne bi mi, ki govorimo kulturno slovenščino, ne, ali pa ko smo kulturno Slovenci, bili hendikepirani zagotovo, ne, če bi bili manjšina pri Hrvatih nekih, prav gotovo, ne, in mi smo lahko ponosni na svojo državo. Moram pa to končati, kaj smo, a veš, Kitajci si rekel. Ja. Gorenje se bo končalo z veliko polomijo, ker gre za prevelik trg kultur. Ampak mi imamo tudi pozitivne izkušnje s Kitajci. Vemo, kako se to streže. Tam bus je v kitajski lasti in dela najboljše avtobuse za letališča po svetu, ampak zaposluje 200 ljudi. V časih komunizma jih je pa zaposloval tam 8000.
In tu je zdaj, ampak je trajalo 30 let, da so prišli do tja. Zdaj nihče ne ve, da je tam v Mariboru. Ne? 30 let, a veš, ti Kitajci, ko so pa danes prišli, ko mislijo, da ni komunizem, pa bi naredili to v 30 dneh. 30 let pa 30 dni je pa razlika neskončna in ti moraš to postopoma. Ne? A veš, oni so prišli pred kratkim, smo še imeli Bobinca tam, zdaj pa naenkrat on bi selil vse v Ljubljano, pa ne bi sponzoriral rokometašev. To se bo končalo tako, da bo tabla nad Velenjem Kitajcem in vstop prepovedan. In pol, kaj bo pol naredili zaradi elastičnosti, ne? Ker ne moreš ti pripeljati delavcev odkot boš pripeljal delavcev, da delajo te hladilnike, ne moreš jih. In podobno velja povsod v Sloveniji. Veš, mi smo mala država, zaščiteni s svojim jezikom, ne? Noben kapital globalen, če ne bo se podredil več ali manj, ali pa se asimiliral na slovenske razmere, je obsojen na propad. Lahko je ne vem koliko bahat, lahko je ne vem koliko denarja. Vsakega, ki je prišel, smo že naknali tako ali drugače. Ne? En problem, recimo, ki ga imamo, ki bi pa moral biti res nacionalni interes, in to je pa interes vseh Slovencev, je pa to, da se zaprejo meje. Torej, absolutno zapreti mejo na območjih, kjer migranti prihajajo iz Bosne v Hrvaško. Zakaj je to tako pomembno? Absolutno, absolutno. Zakaj je to tako pomembno? Absolutno. To je pomembno zaradi tega, ker to je tujerodni živelj, ki nima ničesar stičnega in ki je uničujoč. To je patogeni sev, ki je uničujoč za slovenstvo. Poglejte samo koliko kriminala, torej par tistih, koliko jih je bilo, 10 so jim dali azil, pa 15 se jih uradno lahko giblje tukaj, ne? Pa imamo 2 posilstvi, pa imamo umore, pa imamo olfanože, rezane vratove in to. Skratka, imamo v populaciji tej neverjeten proporc kaznivih dejanj glede na ostalo populacijo. Absolutno zapreti mejo. Ti ljudje nimajo kaj delati v Sloveniji, kaj delati, ker so vrednostno, civilizacijsko popolnoma drugačni od nas. Oni žensko dojemajo kot psa. Ženska ni partner moškega in bitje, s katerim moški ustvarja življenje. Ne? Ženska je pač del kuhinjske pritikline. A ne? To je mentaliteta, ki je uničujoča. A ne? In torej sploh pa ta fundamentalni verski naboj, ki se zdaj v Bosni še krepi. A ne? Ti ljudje prihajajo v Bosno že indoktrinirani, v Bosni še dodatno indoktrinirajo in potem prihajajo meje. Absolutno zapreti meje. To je pa, torej, če vidim, kje je resno nevarnost za slovenski narod, to vidim v tem. Ja, ampak zdaj del političnega prostora Levica pravi, dajmo odpreti meje, dajmo vse sprejeti. A je tu problem, pač, da Slovenci se že med sabo ne moramo zmeniti, kaj je naš nacionalni interes? Evropska levica pravi, zakaj pa to pravi? Čvekajo pač polinteligenti slovenske levice, čvekajo to, kar je čveka Evropska levica pa Angela Merkel. Zakaj pa Evropska levica to čveka? Zato, ker Evropska levica potrebuje te migrante in Angela Merkel potrebuje te migrante za upravljanje najnižjih del v komunali, v gradbeništvu, v povsod. Ampak dobro, del migrantov bo to upravljal, a ne? Ampak del migrantov pa tega nikoli ne bo upravljal. In druga, tretja generacija, mi to vidimo, vse Francozi so imeli isto. So mislili, bomo odprli meje za kolonije, bomo dobili poceni delovno silo, ki bo pač ki bo pač delala stvari, ki jih običajen Francoz ne dela in jih ne bo delal. Ki jih običajen Nemec ne dela in jih ne bo delal, ki jih običajen Slovenec ne dela in jih ne bo delal. Ne? Ampak ja, nekaj teh ljudi bo to delal, ampak nekaj teh ljudi pa tega nikoli ne bo delal, bo pa delal stalne probleme. A ne? In če to potegneš po črto, lejte, pa če vam otroka ubijajo ali pa hčerko posilijo, se boste vprašal, halo, kje pa je tle output, ne? Moja ideja je vedno bila, zadnji stavek, Ukrajino pridružiti v Evropsko unijo, pridružiti Moldavijo, pridružiti vzhod, slovanski vzhod v Evropsko unijo, odpreti meje in potem ta problem reševati na ta način. Ok, bomo o tem, kako reševati ta problem kdaj drugič. Za danes dr. Boštjan Marko Turk, Božidar Novak, najlepša hvala za vajine današnje komentarje. Se upravičujem. Gledalke, gledalci, to je bil nacionalno ponosni 369. Faktor na TV3. Glejte nas v živo spet jutri, ko bosta Roman Vodeb in Marko Pavlišič komentirala, zakaj smo Slovenci manj vredni. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.